Smo v prostoru, ki je bil v preteklosti delovna hala, tukaj so nakrčevali, mi pa smo pripravili razstavo Mati fabrika, zgodbo o železarni Ravne. Vesela sem, da je z nami župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, ki je pravzaprav v tistih ključnih trenutkih, ko nam je kar malo že zmanjkovalo energije za dokončanje te razstave, podprl naša prizadevanja in ki tudi zdaj stoji za varovanjem naše tehniške dediščine. Podprl je tudi našo ambicijo po zborovanju zgodovinarjev na Ravnah in prisrčno pozdravljam župan, predajam vam besedo. Lep pozdrav, spoštovane zgodovinarke, zgodovinarji, ki se ukvarjate s to pomembno dejavnostjo, ki jo gojimo tudi na Ravnah. Želeli bi se tega več v lokalni skupnosti, to, da smo relativno majhna občina in raziskovalcev, zgodovinarjev, kot je Karla Oder, mogoče dr. Vinko Skitek, da si ne moremo privoščiti toliko, kot bi si sami želeli. V vsakem primeru dobrodošli na Ravnah na Koroškem. Ravne na Koroškem so srednje velika slovenska občina v Koroški regiji. Koroško regijo sestavlja 12 koroških občin. Vse skupaj nas tukaj živi 75.000, v naši občini pa imamo 12.000 prebivalcev. Velika značilnost, identiteta, zgodovina, tradicija naše občine je prisotna v tem prostoru, v smislu tako zgodovine, preteklosti, tako sedanjosti. Nahajamo se namreč v bližini sedanje železarne Ravne in tudi upamo, da naše prihodnosti. Poleg tega, da smo neko industrijsko železarsko mesto, pa smo znani tudi po še čem drugem. Med drugim smo znani tudi po zelo razvijenih športnih panogah. Na letošnjih olimpijskih igrah smo Ravenčani samo iz naše občine v našo olimpijsko slovensko reprezentanco prispevali 3 plavalce. To je posledica tega, da imamo kar 2 plavalna bazena in morda tudi zaradi tega nekoliko manj sredstev za raziskovanje na področju zgodovine. Vendar pa kot vsaka lokalna skupnost se zavedamo svoje preteklosti, gojimo skozi različne oblike in spomin na njo skozi različne oblike, vendar ena izmed najboljših tu pa je tu pred nami. Velik prispevek k temu ima Koroški pokrajinski muzej, muzej Ravne na Koroškem, zlasti gospa Karla Oder, kot gonilna sila, tudi te razstave Mati fabrika, ki boste nakratko v tem neformalnem delu videli, mogoče pogledali tudi sosednji prostor, ki še ni dokončan. To je naša dediščina, ki je še v nastajanju, niso še to končni rezultati našega dela in korakoma gremo do to, da bodo te zbirke še boljše in pa kot rečeno, skušali bomo pridobiti čim več tega, kar vi predstavljate, da bi imeli sredstva za raziskave. Marsikaj je še v naši lokalni skupnosti, tudi v Koroški regiji, še ne odkritega. Nek del naše zgodbe ste spoznali, izobraževanje je tudi pomemben steber naše lokalne skupnosti, smo gimnazijsko mesto, imamo tudi višjo šolo, popolnoma nov šolski center Ravne, kot ste ga videli, 2 leti star. Skratka, veliko stajamo na izobraževanje v naši sedanjosti in zato smo veseli, da ste si tudi izbrali našo občino za vašo temo, torej zgodovino izobraževanja, ki jo, koliko smo obveščeni, obdelujete na tem vašem strokovnem simpoziju. Torej, še enkrat dobrodošli na Ravnah, upam, da smo vam bili všeč, da smo se izkazali kot dobri gostitelji in povabili, da se še kdaj z družinami, prijatelji ali pa tudi v teh strokovnih krogih vrnete v Koroško regijo oziroma na Ravne na Koroškem. Še enkrat dobrodošli. Z nami je tudi mlada, obetavna pevka in kitaristka, doma tukaj iz naših krajev, se pravi iz Prevalj, Ditka Čepin, ki bo z nami nocoj delila svoje pesmi in pa svojo glasbo. Vabim jo, da ji prisluhnemo. Takole lep dober večer še z moje strani. Jaz sem vesela, da so lahko tudi z mojim očetom del tega dogodka. In za začetek moja, lahko rečem, najbolj znana pesem, tudi naslovna pesem mojega prvenca, Ne bodi kot drugi. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpeni v
dam še nekaj informacij, da vam spregovorim o razstavi Mati Fabrika čisto na kratko. Zgodba o železarni Ravne je pravzaprav zelo zanimiva. Zakaj smo izbrali ime Mati Fabrika? Zato, ker so delavci železarne Ravne svoji tovarni preprosto rekli Mati Fabrika. Ko sem se pogovarjala z mnogimi, so pravzaprav izražali Mati Fabrika mi je to omogočila, Mati Fabrika mi je plačala šolnino, Mati Fabrika mi je dala štipendijo. In mislim, da je to edino podjetje v Sloveniji, kjer so se delavci res tako poistovetili s svojim podjetjem. Če se poglobimo v ta naslov, drži, Mati je vedno dobra in tudi podjetje je bilo v obdobju socializma v tem smislu dobro, kajti to je zgodba o železarni, ki se je razvila po drugi svetovni vojni. Železarna je številnim dala socialno varnost, omogočala jim je strokovno napredovanje skozi različne oblike podpiranja izobraževanja in pa omogočila jim je družbeno uveljavitev, ker je železarna podpirala delovanje številnih kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih društev. Poleg tega je bila železarna močno povezana tudi z razvojem mesta, tako da je vsa infrastruktura ali pa večina infrastrukture javne, ki je bila zgrajena po letu 1945, pravzaprav zgrajena s pomočjo železarne in pa v veliki meri tudi z udarniškim delom prebivalcev, s prostovoljnim delom domačinov in pa tudi ob podpori kmečkih prebivalcev. Največji vzpon je železarna doživela leta 1987 po številu zaposlenih, takrat jih je bilo tukaj 6000 zaposlenih. Proizvodnja je znašala 237 000 ton jekla. Vodila sta to železarno v tem obdobju 1945 do, bom rekla, 1979 dva zelo uspešna direktorja, Gregor Klančnik, doma iz moje strane, ki je bil tudi vrhunski športnik, državni prvak v smučarskih skokih, tekih in smuku. Sicer pa v teh svojih odločitvah kot direktor izredno odločen, daljnoviden. V glavnem povezal je železarne v Sloveniji in pa tudi kovinsko-predelovalna podjetja SOS Slovenske železarne imenovano. Za njim, ko je postal direktor SOS-a, ga nasledi Franz Fale, ki je bil po stroki pravnik, sicer pa izredno naklonjen umetnosti in velik podpornik kiparjev in slikarjev v tem našem prostoru. Franz Fale je na Ravne pripeljal tudi mednarodni kiparski simpozij Forma Viva, v okviru katerega so nastale jeklene skulpture, umetnine, ki še zdaj krasijo urbani prostor mesta. V 90-ih letih je nastala velika gospodarska kriza, tudi politična kriza, Slovenija se je osamosvojila, no in takrat je veliko ljudi, veliko delavcev železarne izgubilo zaposlitev. Število se je več kot prepolovilo, tako da je bilo eno obdobje okrog 2500 ljudi zaposlenih. Leta 2008 je podjetje Metal Ravne odkupila rusko podjetje Koks, ki je zdaj večinski lastnik in ki tudi skrbi za nadaljnji razvoj tega podjetja, pa tudi kraja. Zgodba, bom rekla, železarne Ravne je zgodba o uspešni jeklarni. Vsa leta so izdelovali kvalitetna, plemenita jekla in tako je tudi sedaj. Vabim vas, da si pogledate to zgodbo. V srednjem delu je zgodba o razvoju podjetja znotraj tovarniške ograje, okrog je pa zgodba ali pa drobci o razvoju mesta, ki je raslo skupaj z železarno. Želim vam prijetni večer in pa seveda vse dobro, jutri pa spet nasvidenje.
Takole čisto za konec bom video zaključila z glasbo. Še dve pesmi sva pripravila za vas. Prva je moja povsem avtorska pesem z naslovom Silence v angliškem jeziku, s katero sem bila zmagovalka natečaja Radia SE 30 Years for You. So we will sing two more songs for you. The first one is my own song, Silence, with which I was the winner of the competition of the Radio Slovenia International. Feel like a bird that cannot fly, locked in a cage. All I can do is try. I try deep down in the ocean, but I cannot breathe. This annoying silence is all I can feel. Take me anywhere, take me higher, take me from this misery that's my desire. Take me anywhere from this silence. When I will hear the melody, I know I'm alive. Lost in this room of unspoken words. The love sound, but you can't hear or see. You can hear the voices only in your head. Until you speak a little louder when you're good at bed. Take me anywhere, take me higher, take me from this misery, it's my desire. Take me anywhere from this silence. Whenever I hear the melody, I know I'm alive. Ooh, baby, baby, please don't go. I cannot go through this mess alone. Help me to keep my feet on the ground. Help me to see the still is better. Finally, take me anywhere, take me higher, take me from this misery, it's my desire. Take me anywhere from this silence. Whenever I hear the melody, I know I'm alive. Whenever I hear the melody, I know I'm alive. Torej, video se poslavljava z mojim najnovejšim singlom z naslovom Drugi breg želja. Ali naju nosi luna, ki je vajena vsega, ali pa je drobna zvezda, ki jo gledava oba. Ali naju vodi ptica, ki se jutra veseli, ali naju žene vetra, ki popotnika
imenu Zveze zgodovinskih društev in sodelavcev 38. zborovanja zahvalim Koroški za gostoljubnost. Ni samo gostoljubnost gospoda župana, ampak tudi inštitucij iz vašega kraja. Tako smo prisrčno sprejeti na srednji šoli Ravne, kakor so gostoljubno nam odprli vrata v osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika. Lepo sodelujemo z muzejem, posebej pa z zgodovinskim društvom za Koroško, ki je naš soorganizator. Torej, hvala tudi magister Karli Odravi in pa milim zvokom, ki smo jih ravnokar slišali od gospodične Čepinove. Hvala lepa.